2. Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti. Z vami sva Ajda Perme in Jože Robežnik. Včeraj pred natanko 20 leti smo Slovenci izkazali enkratno enotnost. Nikoli prej in nikoli kasneje nismo bili tako enotni. Najborči. Mineva jubilejnih 20 let, odkar smo se na plebiscitu enotno odločili za samostojnost. Zame osebno je to najbolj slaven del slovenske zgodovine. Slavimo enotnost in samostojnost. Dokončno smo postali gospodar svoje usode. Zgodovinski lok odločitev, ki je privedel do tega prelomnega trenutka, je bil impozantno zaključen. Če smo si sposodili Borčijev uvod, pa dodajmo še Danilov zaključek. Pred 20 leti so bile dovoljene sanje. Danes pa potrebujemo predvsem sposobnost odpravljanja naših napak in slabosti in inovativne premisleke, kako naprej. Svet in Slovenija v njem sta v procesu spreminjanja. Najti moramo naše mesto v teh spremembah. Izboljšati moramo kakovost vsega, kar ustvarjamo, materialnega in duhovnega. Določimo torej premišljene prednostne cilje in poiščimo v sebi vse najboljše za njihovo uresničevanje. Bodimo samozavestni. Današnje preizkušnje niso najtežje v naši zgodovini. So pa takšne, da zahtevajo resen premislek in več odločnosti. Uporabimo čas in pamet, ki sta nam na voljo. Naredimo pogumne korake naprej. Eden od napovedanih pogumnih korakov naj bi bila tudi zdravstvena reforma. Borči bi jo rad uzakonil v prihajajočem letu. Slovenski nacionalni stranki pa jih že ostro nasprotujejo. Baje, da so vključene tudi neke cirkumzacije v novi schemi zdravstveni. Oni pa ne marajo tega. Pravi, da narava je tako, kot je narava dala, ne bo. Slovenska nacionalna stranka opozarja leto dni pred predvideno uveljavitvijo zdravstvene reforme in da se ne bo vlada delala, da ni bila opozorjena. Smo proti krčenju zdravstvene košarice pravic, smo proti koncu doplačevanja zavarovanja in smo proti temu, da bodo bolnišnice kar neka gospodarska dejavnost. In smo proti temu, da ta vlada uničuje tisto že kar imamo. Predlagamo, naj tisto, kar imamo, ohranja in izboljša za Slovenke in Slovence, ne za Grke, ne za Irce in ne za drug narod. Pred tabo sedi mrtev človek. Mislim, govorim na prvo življenje. No, to drugo moje življenje je pa seveda moje življenje. In v arhive bo treba. Arhivi niso javni, tudi ne bodo do leta 20. Le, to je tvoj problem. In veš, kako Rusi rečejo internetu? Internet. Pahor je zbežala že tretjina vlade. Odstop je podal tudi Henrik Györkös in to z naslednjimi besedami. Moram reči, da je bila novoletna zabava z mojimi sodelavci prijetna. Začeli smo ob 2:30, nekje ob 4 zjutraj smo zaključili, večinoma zabavo in se odpravili domov. Seveda pa po celotnem dnevu z malo hrane, tudi z nekaj spitimi kozarčki, je bilo očitno alkohola preveč. Samo eno solatko je snel, veš, pa takole ne. Boljš, da solato ješ, pa da jo pripravljaš. Čeprav za Györkösa, zdaj, če bi koga zbil, recimo, bi bil bliz temu, da mu kdaj komu solato pripraviti. Res, ja, tudi. V portugalski prestolnici je na 3-delnem tekmovanju Euroskills uspešno nastopalo tudi 15 slovenskih tekmovalk in tekmovalcev. Euroskills je tekmovanje o poklicni spretnosti, na katerem sodelujejo mladi med 18 in 25 letom starosti. Letošnje tekmovanje je med 9 in 12 decembrom potekalo v Lizboni. V 52 poklicnih panogah se je udeležilo več kot 500 tekmovalcev iz 26 držav. Naši tekmovalci so osvojili 6 posamičnih medalj in 2 ekipni. Govori dvojno srebro v informatiki Marinka Žitnik. Kako oni delajo točno? Ona mislim, da je naredila informacijski sistem.
Jaz sem tekmovala v kategoriji informatika. V informatiki je bilo 9 ekip iz Evrope in sicer sem v naši ekipi slovenski smo bili 4 člani, ki smo dosegli skupaj drugo mesto, tako da smo dobili srebrno medaljo. Hkrati pa smo bili še individualno ocenjevani, tam sem pa tudi dosegla srebrno medaljo. In naša naloga pravzaprav je bila, da smo postavili celoten informacijski sistem v 3 dneh, pomeni od načrtovanja, potem konfiguracije omrežne opreme do konfiguracije storitev na serverjih in zapisa tehnične dokumentacije, upravniške dokumentacije in predstavitve našega dela. Šport in fight. Moška članska karate reprezentanca se je uprla svojemu selektorju Vladu Bošnjaku. Sliš, kar so ga prefukali. A je kul ta Vlado? A Bošnjak? Ja. Mislim, da preživel. Pa je, da ga ganjajo zaradi gospodarskega kriminala na Hrvaškem. Še to? Ampak to je že druga zgodba. Sem lej, tudi Sanaderju so nastavili. Dejstvo je, da je prihajalo do šikaniranja, do žalitev, do še kakšnih drugih stvari. In tukaj sem v imenu celotne reprezentance, podarjam celotne, imam podporo celotne reprezentance, da imajo željo, da se gospod Vlado Bošnjak, trener moške članske te reprezentance, razreši in ga ne želimo več imeti. To je tako, da bi se Rafaelo, Donatello, Michelangelo pa Leonardo obrnili proti Splinterju. Zna biti boleče. Ja, exactly, to bo boleče. Kako jim bo naredil. Isto, kot v Častnik in Gentleman, tudi mojster bolnih veščin ga čist nabil. Ne gledam teh filmov. Pač takoj začutiš nekoga, ko v bistvu raperji rečejo temu fejka. Nekdo, ki bi rad ful nekaj zafural, ampak enostavno vidiš, da kot oseba ni to, nima tega. Medtem, ko v bistvu nekdo drug se sploh ne rab truditi. Definitivno ljudje bolj začutijo človeka, ko se jim zdi pristen, kot nekdo, ko se ful trudi jih impresionirati. Predsednik republike, predsednik državnega zbora in predsednik vlade so priredili sprejem za urednike in novinarje. Pa pogledamo, kdo vse se je sprehodil po rdeči preprogi Naravoslovnega muzeja. Šiš, ti si bil tam. Kako je bilo za jesti? Take majhne porcije, skromno, zelo. Kaj pa kolik? Lokaj? Ne vem, na vece je vlasko zgužba. Kriza. Kriza. Pa pogledamo. Gantar je pa zvisel, ne? Očitno ni bilo ta prava energija tam. Po mojem je našla tako po feelingu. Ja, jaz bi tudi šla na njeno mesto. Kam? Po feelingu. Na Pahorju? Na Pahorja? Po feelingu na Pahorju. Ja. Kaj pa Türk ti je všeč? Kul frizerja ima, no? Frizer ti je všeč njegov? Ja. A frizerja poznaš? Ja, kaj tudi mene frizera. Frisera? A si tako nekako bolj državniška zadnja cajt, a to je to? To je to, ja. Hvala, Jani. V nedeljo? Jaz nisem hotel, nimam toliko cajta, jaz sem hotel samo preveriti, kje ste. V Bruslu? Ok. Prišli smo 25 zjutraj domov, zaradi tega, ker... Veš, glih snemam nekaj, zdaj sem čist komingati. Ajde, pol se slišimo. Ajde, čao. Ko si jih skenslo, Grgal? Ja, kvani se zdaj pogovarjam. Kdo pa so to? Prijatelji bruselski. Vsa familija pa razumem, imaš ko skenslo. Ja. Hej, istorij boš snimam. Sem zvezda. A snimaš?
Letošnje leto se je na 18. decembra v ljubljanski knjižnici Otona Župančiča odvila že tradicionalna zabava za mlade Novoletka 2010. Gre za srečanje ljubiteljev japonskih animacij, stripov, znanstvene fantastike in fantazije, ki ga pospremi zanimiv program in vrhunsko vzdušje. Geekfest 2010. In še vreme, in še vreme, in še vreme. Vreme? Vreme. 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 Če se morda s katerim od vas ne vidimo več, bi vam želel, da doživete božične praznike in tudi prijetno silvestrovanje in se vidimo v novem letu. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile zadnje, normalne, karkoli že je to, vesti. Vesel Božič in samostojen dan dan samostojnosti. Uspešen dan samostojnosti in enotnosti. Ali to nekaj.